Kratko in sladko z Ano. Kako glasbeniki, tisti res znani, priznani glasbeniki, recimo kot je Boris Kopitar, oponašajo dobre može? Otroci, ste bili kaj pridni? Koliko kilometrov na uro gredo tvoje sani? Včasih prehitro. Božiče, kaj boš pa meni letos prinesel za darilo? Nič. Hvala. To ste seveda. Najbolj poreden otrok, ki si ga srečal? Bila je deklica z imenom Ana. Hola, pozdravlja vas palčica Ana. In palčica Ana ima za vas danes 3 majhna darilca. Oziroma ena voščila, oziroma tisto, kar jaz želim vsem vam in pa sebi. In poglejmo, prvo darilce je smile, a ne? Nasmeh, čim več smeha, čim več nasmehov v letu 2021. Pa še malček brskamo. Aha, nekaj smo našli. Takole, zdajle, da jaz razložim. Hop. Takole. #jaz, a ne? Kaj pa naj bi to pomenilo? No, to pomeni, da sebe postavljate v letu 2021 na prvo mesto in imate radi sami sebe. In pa tretje darilce. Zdaj se je pa vse to zgubilo v tej moji veliki božični vreči. A sem vas pozdravila v božični oddaji oziroma predbožično-božični oddajici, kratko in sladko. Vmes sem vas pozdravila in vmes že našla takole tretje darilce. In da vidimo tole. Kaj je tole? Tako. Bel list, bela stran. Zakaj? Zato, ker je naše življenje nepopisan list. Leto 2021 je nepopisan list in čas je, da ga popišemo z čudovitimi stvarmi, čudovitimi zadevami, čudovitimi spomini. In naj bo teh spominov, lepih spominov v letu 2021 čim več. In kot smo rekli, naj bo čim več smeha, zato še enkrat lepo pozdravljeni v naši božični oddajici Kratko in sladko. In prva pesem, ki jo boste slišali, prva pesem je seveda povezana z božičem. Prepevajo pa naš eden in edini Žiga Deršek. In Žiga, on ne mara snega, ne? Oziroma, vidite, zdaj sem že jaz malo zmedena, Božič je. Božič bo kmalu. Žiga ne mara poletja, ne mara kopalk, ima zelo rad sneg, ne? In jaz pravim, glede na to, da je zdajle izdelal čokoladno bombonjero in glede na to, da sodeluje s čokoladnico, bolje, da ne mara kopalk. Žiga Deršek in pa Božič bo. Decembrski večer in množica luči, snežinke padajo na vroča lica ti. Vrata doma svojega odprem, vse imam, le ti še manjkaš v njem. Božič bo, čez mnogo let in jaz želim ga s tabo doživet. Zate bom kitaro v roke vzel in ti nežno sveto noč zapel. Vse enako bo, kakor je bilo, gledala me boš z ljubeznijo. Prelep občutek je, kar v meni prebudiš. Človeka boljšega iz mene narediš. Včeraj, danes, jutri, ko si tu, praznih
je ljubezni in miru. Božič bo, čez mnogo let in ja želim, da s tabo doživet. Zate bom kitaro v roke vzel in ti nežno sveto noč zapel. Vse enako bo, kakor je bilo, gledala me bo z ljubeznijo. Božič bo, čez mnogo let in ja želim, da s tabo doživet. Zate bom kitaro v roke vzel in ti nežno sveto noč zapel. Vse enako bo, kakor je bilo, gledala me bo z ljubeznijo. Božič bo, čez mnogo let in ja želim, da s tabo doživet. Zate bom kitaro v roke vzel in ti nežno sveto noč zapel. Vse enako bo, kakor je bilo, gledala me bo z ljubeznijo. Vse enako bo, kakor je bilo, gledala me bo z ljubeznijo. In danes je v moji oddaji Kratko in sladko gost sam Božiček. Ja, ne hecam se, Božiček je odgovarjal na moja zabavna vprašanja, tako da zdaj boste izvedeli vse o tem možu v rdeče-belem plašču. No, še prej pa bomo mi, ker smo pač tudi malček informativna oddaja, pogledali v preteklost, kako in kje je v bistvu tale mož nastal, Božiček. A to sploh vemo, ne? Vsi mislimo, da je nastal za tisto reklamo Coca-Cola, a ne? Ampak temu ni tako. Nastal je namreč v New Yorku leta 1822 in zanj je odgovoren Clement Clark Moore. Ta si je prvi izmislil podobo Božička, ampak ta podoba ni bila povsem takšna, kot je podoba Božička danes. Božiček je takrat bil tak v obliki škrateljca, takega majhnega škratka, ki pa je slišal oziroma je že dobil ime Sveti Nikolaj. Ta pa je sani in jelenčki prijezdil pred hišo, tam, kjer je kakšna družina spala, in potem menda v teh zgodbicah ga je zalotil sam oče. No, ta Božiček, prvotni Božiček ni imel ne seznama porednih in pridnih otrok, otroci mu niso pisali pisma, ni imel škratkov, ni bilo gospe Božičke. No, v naslednjem vklopu pa izveste, kako je nastal prav takšen Božiček, kot ga mi poznamo danes. No, in prav takšen Božiček, kot ga mi poznamo danes, je odgovarjal na 5 osnovnošolskih vprašanj. Zato ker tudi Božiček je namreč hodil v osnovno šolo. Kam? Noben ne ve, ampak vsekakor pa Božiček je tisti mož, ki pa ve čisto vse. Torej, pravljična matematika, slovenščina, zemljepis. Poglejmo, kako je šlo pri tem našemu Božičku. Čisto pravemu Božičku. Božiček, a si ti hodil v osnovno šolo? Seveda, kako pa da ne? A ti je bilo fajn? Odlično. Dajva midva poskusiti, dajva pogledati, če se ti še kaj spomniš. Kje je uradno prebivališče Božička? Severni tečaj. Kje pa točno? Ja, najlepši kraj severnega tečaja. Glavno mesto Finske. Helsinki. Koliko palčkov zaposluje tvoja pisarna?
Včasih jih je preveč. Ampak nikoli preveč, ker imamo toliko dela. Najboljša televizija in radio v Sloveniji. Verjetno ciljaš na radio in televizijo Veseljak. To si ti povedal, ne jaz. Torej drži. Drži. Koliko je kvadratni koren iz 16? Kvadratni koren 16, števila 16. Kvadratni koren 16. Števila Ja, 16. 3 korena na kvadrat, okrog 5 zajcev. Sklanjaj darilo. Darilo, darila, darilo, darilo, o darilu in z darilom. Najraje ta zadnje, kaj ne? Tako je, ja. Božiča, kaj boš pa meni letos prinesel za darilo? Nič. Hvala. Hecam se seveda. Pusti se presenetiti, saj smo šele na začetku decembra, Ančica. Jaz smo že kar na sredini. No, ja, Malo bom pa še počakala, prav? boš zvedela pravi čas. Na preprogi beli se diva, ja jaz, ja ti, prepletava dlani, vso srečo v dlani drživa. Ja jaz, ja ti, med dobrimi ljudmi. Dol po belem bregu hitiva, ja jaz, ja ti, še preden se znoči, počalom ljubezen deliva. Ja jaz, ja ti, v mestu pod lučmi, poglej se, to je za naju, šepni ljubim te. Beli oblaki, bele snežinke, objemi mega čez rokavice, bele stopinje vodijo k tebi, ljubezen greje mi dlani. Beli oblaki, bele snežinke, objemi me zdaj, poljubi lice, močno te stisnem, še bliže k sebi, ljubezen greje mi dlani. Skupaj znova do mesta hitiva, ja jaz, ja ti, poglej kako žari, v rokah ljubezen drživa. Ja jaz, ja ti, v mestu pod lučmi, Dol po belem bregu hitiva, ja jaz, ja ti, še preden se znoči, počalom ljubezen deliva. Ja jaz, ja ti, v mestu pod lučmi, poglej se, to je za naju, šepni ljubim te. beli oblaki, bele snežinke, objemi mega čez rokavice, bele stopinje vodijo k tebi, ljubezen greje mi dlani. Beli oblaki, bele snežinke, objemi me zdaj, poljubi lice, močno te stisnem, še bliže k sebi, ljubezen greje mi dlani. Beli oblaki, bele snežinke, objemi mega čez rokavice, bele stopinje vodijo k tebi, ljubezen greje mi dlani. Beli oblaki, bele snežinke, objemi me zdaj, poljubi lice, močno te stisnem, še bliže k sebi, ljubezen greje mi dlani. Ljubezen greje mi dlani.
Vem, težko je najti nekaj čisto svojega, a veš, da vsi smo tu z razlogom. Vem, težko je biti samo svoj, ko okružajo nas isti ideali, ki pripeljejo do cilja. A je to res to, kar želiš si? A je to res to, kar imaš v sebi? Ko najdeš sebe, najdeš vse poti, ki vodijo te do srca. Ko najdeš sebe, najdeš moč, kaj to življenje vse lahko ti da. Ko najdeš sebe. Vse so tiste stvari, ki kalijo podobo nam in kdo iskren dovolj, da to pove. Daleč proč od glamurja in blišča je odgovor na vprašanje, kdo sploh sem. A je to res to, kar želim si? A je to res vse, kar imam v sebi? Ko najdeš sebe, najdeš vse poti, ki vodijo te do srca. Ko najdeš sebe, najdeš moč, kaj to življenje vse lahko ti da. Ko najdeš sebe. A je to res vse, kar imam v sebi? A je to res to, kar želiš si? A je to res to, kar imaš v sebi? Ko najdeš sebe, najdeš vse poti. Ko najdeš sebe, najdeš vse poti, ki vodijo te do srca. Ko najdeš sebe, najdeš moč, kaj to življenje vse lahko ti da. Ko najdeš sebe. Poleg smeha in zabave si moramo v tem decembrskem času pričarati tudi pravo vzdušje. Pojdite na vrh sveta. Aleja Sky kliče po kakšni lepi fotografiji ob estetsko zasnovanih likih, božično osvetlitev z več kot 300 tisoč lučkami zunaj in znotraj vas bo osupnila. 11 metrov visoka smrečica in veličastni lestenci vas bodo popeljali v pravo božično vzdušje. Živahno, čarobno in domače. A ste slišali, koliko lučk so prižgali tukaj za te čudovite praznike in videli ste, kako zelo lepo je in jaz stojim med temi vsemi estetskimi liki in počutim se odlično, tako da priporočam, da pridete pogledat tudi vi in se takole pofotografirati, saj veste, za na družbena omrežja, tudi jaz se bom. No, ampak zdajle pa sledi ena super rubrika v 60 sekundah, namreč bomo spoznali samega Božička, ker Božiček je danes tista glavna zvezda oddaje Kratko in sladko. In Božiček recimo je odgovarjal na vprašanja, kot so, koliko je stara gospa Božička, pa koliko kilometrov na uro gredo njegove sani, pa tudi kdo je najbolj poreden otrok, ki ga je kadarkoli srečal. Jaz mislim, da se boste tukaj nasmejali, pa mogoče tudi kaj novega izvedeli. Tako da, ja, kratko in sladko oziroma spoznajmo Božička v samo
60 sekundah. Pa dajmo, spoznajmo ga še malce bolje. Božiček, kaj najraje ješ za zajtrk? Piškote. Tvoj najljubši božični film? Šele prihaja. Tvoja najljubša praznična jed? Piškoti. Ali znaš kuhati? Božiček ne kuha najraje. Raje je. Piškote predvidevam. Tudi piškote, ja. Koliko kilometrov na uro gredo tvoje sani? Včasih prehitro. Kaj si želiš ti za božič? Ljubezen med ljudmi vsega sveta. Koliko pa je stara gospa Božička? Se mi zdi, da ne bo navdušena, če o letih. Najbolj poreden otrok, ki si ga srečal? Bila je deklica z imenom Ana. Hecam se seveda. Naslednje vprašanje, prosim. Nimam več vprašanj, tukaj se konča. Z veseljem. Še v sanjah vidim bil Božič, tvojih stopinj bele sledi. Še sanjam tople dotike dlani, v temi božične noči. Še pismo pišem vsak Božič, a za naslov več tvoj ne vem. Na krilih vetra ti pošljem poljub in upam, da še ti je ljub. Sanja vidim bel Božič, tvojih stopinj bele sledi. Še sanjam tople dotike dlani, v temi božične noči. Še pismo pišem vsak Božič, a za naslov več tvoj ne vem. Na krilih vetra ti pošljem poljub in upam, da še ti je ljub. Davni božični poljub. Zima je in zebe me, ko gledam v nebo. Vem, da v temi iste zvezde nate sijejo. In sprašujem se, ali jih gledaš tudi ti. V snegu iščem tvojo sled, a tebe ni. Kje si z mislimi? Upam, da za božjo spet se srečava, pod snežinkami se znova najdeva. A če lahko srce si nekaj zaželi, moje boš darilo ti. Upam, da za
se srečava in podjelko znova se poljubiva. Če toliko eno stvar lahko dobim, jaz le tebe si želim. Zima je in zebe me, ko gledam v nebo. Vem, da iste zvezde tam visoko zate so. Kdo jih zdaj prešteva, ko ti padejo v oči? Kdo zdaj greje ti dlani in kdo noči? S tabo bedi. Upam, da za božjo spet se srečava, pod snežinkami se znova najdeva. Če lahko srce si nekaj zaželi, moje boš darilo ti. Upam, da za božjo spet se srečava in podjelko znova se poljubiva. Če to leto eno stvar lahko dobim, jaz le tebe si želim. Še vedno mislim na te in vsak dan mi je žal. Za vse trenutke izgubljene, ko je čas obstal. Upam, da za božjo spet se srečava, pod snežinkami se znova najdeva. Če lahko srce si nekaj zaželi, moje boš darilo ti. Upam, da za božjo spet se srečava in podjelko znova se poljubiva. Če to leto eno stvar lahko dobim, jaz le tebe si želim. Če to leto eno stvar lahko dobim, jaz le tebe si želim. Dekelca, tebe v življenju veliko čaka. Samo kad te eden v naročje vzame, tudi Božiček, moraš biti pridna pa ga poslušati, ker punčka, ki ne posluša, sama ostane. Otroci, ste bili kaj pridni? Ho, 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 hova, hova. Recimo. Pa to. Z grehi mojimi si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno, kazen dal bo Bog. Vse v tebi je čisto nedotaknjeno. Zdaj ne misli name, jaz bom že kako. Meni dobro je, leta tečejo, časih hranijo, časih ljubijo. Meni dobro je, vino pije se, naj odnese me, da pozabim te. Čudna je ta igra in priznam, slabo igram. Stavim na ljubezen, izgubim, ostanem sam. Daj premešaj karte, še enkrat mi ne bo. Ni me strah spet stavil, bom na njo. Meni dobro je, leta tečejo, časih hranijo, časih ljubijo. Meni dobro je, vino pije se, naj odnese me, da pozabim.
Še sem tu. A ste mislili, da me več ni? O, seveda sem. Namreč sledi še ena rubrika, saj veste, 3 imamo. Asociacije. In spet, kot je to danes namenjeno v tej oddaji, je na moja vprašanja odgovarjal sam Božiček. No, asociacije sledijo kmalu, jaz pa vam moram povedati še eno luštno zgodbico, tisto, ki jo nadaljujem od prej, a ne? Kako je nastal ta sodobni Božiček. Torej, te zasluge za tega Božička, kot ga mi poznamo danes, torej tako, kakor zgleda tak star mož z dolgo belo brado in pisma otrok in vse seznami pridnih in porednih otrok, no, tega je ustvaril Thomas Nast. To je ilustrator nemškega rodu in on je dejansko predelal tistega prvega Božička, ki je izgledal bolj kot škratek, v tega pravega starega moža z vrečo, ki pride po dimniku, ki nagradi pridne otroke. Tako da, ja, to je tisti človek, mož, ki je ustvaril tega našega dobrega moža. In bravo, da ga je, namreč mi se lahko veselimo daril, ki nam jih prinese Božiček. Jaz upam, da bo daril čim več tudi letos za vas. No, jaz zdaj ne bom brcala tele velike žoge tukaj, ne, ker je malček prevelika zame in pa tako lepo je postavljena in z lučkami obdana, da jo raje pustim, vi si jo pridite pogledat, seveda v živo je veliko lepše kot tule na kameri. Mi se pa zdaj vsi skupaj nasmejmo asociacijam in Božičku. Božiček, a se greva asociacije? Ja, se lahko. Saj veš, kako to gre, ne? Ja, se mi zdi, da se še spomnim. Dajva probat. Na kaj te asocira rdeča barva? Na mojo rdečo obleko, seveda. Darilo? Na pridne otroke. Pentlja? Na zavito darilo pod decembrsko smrečico. Gospa Božiček? Ne povem. Družina? Družina na ljubezen. Severni tečaj? Na moj dom, seveda. Otrok? Otrok. Na iskrive navihane oči. Pisarna? Ja, Božičkova delavnica skupaj s škrati in palčki in čarobnimi vilami. December? Najlepši čas leta. Sani? Na dolgo pot okoli sveta. Letenje? Veste, da sem se od začetka malo bal letenja, ampak ko je Rudolf vzkliknil in me ponesel v nebo, sem prav užival. Zmeda? Zmeda? Neprimeren trenutek za zmedo v decembru. Je res. Palčki? Delo, marljivost, garanje. Obleka? Naredi človeka. Smeh? Smeh človekov najboljši prijatelj. Zapadal je prvi sneg, obelil sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zapadel je prvi sneg,
pobelil sosednji breg. Zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal. Silvestrska noč v eni od koč, čakali smo polnoč v družbi pojoč. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Si rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nisel seboj, bom tja gor do nebes. Daj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Daj, daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj, daj, daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Se zjutraj zbudim, na smeh se držim, po glavi podi se prelep mi spomin. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Si rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nisel seboj, bom tja gor do nebes. Daj, daj.
poljubati, vrnem ga in roko mi podaj, daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Zdaj leta tako kot nikdar tako in čakam, da spici podava roko. Te stisnem v objem, že predno spet grem, predaleč od tebe pojoč ta refren. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljubati, vrnem ga nazaj. Daj mi poljubati, vrnem ga in roko mi podaj. Jelenček, moj dragi, a se imaš fajn? A si gledal oddajo Kratko in sladko? A je bilo luštno, ne? Ja, on meni odgovarja. Jaz ga razumem, Palčica ga razume. Dragi moji, prišli smo do konca še ene oddaje Kratko in sladko in jaz upam, da ste uživali vsi skupaj, tako kot uživam jaz, ko tole za vas pripravljam z vsemi moji čudovitimi gosti v vseh 3 rubrikah, asociacijah, 5 osnovnošolskih in pa v 60 sekundah. Zdaj upam, da so uživale tudi moje prijateljice Palčice in ne vem, če so one že videle tole čudovito okrasitev tukaj v aleji. A si ti že bila tukaj? A si že videla tele like in lučke? A si ti že pripravila sploh kaj za Božič? Smrečico darila? Ja, seveda sem pripravila že vsa darila za moje drage, okrasila smrečico. A ni lepa? Poglejte. Kaj pa ostale palčice? Ja, seveda, tudi jaz imam že vso okrasitev. Poglejte, bunkice so tukaj, darila pa tudi pripravljena. Ja, seveda, tudi k meni je prišla že na obisk veverička, tako da vse je tipi topi. Dragi gledalci in gledalke, srečno, veselo, iskrivo in ljubezni polno leto 2021 in pa seveda čudovit Božič vam želimo vse palčice. Čau! Happy Christmas! Sorry, moram se zdaj skoncentrirati. Kratko in sladko. Z Ano.